Parlamentarna preiskovalna komisija o avtocestnih poslih je bila ustanovljena na pobudo Slovenske demokratske stranke ravno zaradi sumov, da so bili posli v avtocestnem programu medsebojno dogovorjeni, vodeni netransparentno in negospodarno, ter zaradi suma prisotnosti klientelizma, korupcije in medsebojnih povezav med različnimi nosilci aktivnosti, oziroma da so bili posli vodeni na koruptiven, klientelističen in kartelni način. Vlada je v prejšnjem mandatu v okviru pooblastil in pristojnosti podpirala kriminalistične in sodne preiskave tovrstnih poslov. Sedanje razkritja spadajo v nadaljevanje konteksta, kot je bila preiskava z nazivom Čista lopata. Že dalj časa so obstajali sumi, da bi med ponudniki storitev gradbenih del lahko prihajalo do kartelnega dogovarjanja, kar je bilo z zadnjimi razkriti v javnosti tudi potrjeno. In sicer naj bi med gradbinci obstajal tako imenovani zemonski sporazum. Upal sem, da bomo med gradivom, ki smo ga zahtevali od različnih inštitucij, recimo DARS, DDC, Ministrstvo za promet in tako naprej, pridobili kakršenkoli dokaz o obstoju tovrstnih dokazov, tovrstnih dogovorov. Zadovoljen sem, da so se informacije o zemonskem sporazumu pojavile v javnosti in obravnavanje tega bo zagotovo predmet našega dela in preiskave. Pri našem delu bomo sicer ugotavljali tudi politično odgovornost nosilcev javnih funkcij in njihovo morebitno vpletenost k nastajanju oziroma izvajanju tega sporazuma. Kolikor poznam situacijo, ocenjujem, da je k razkritju tako imenovanega zemonskega sporazuma pripomogla tudi sama ustanovitev parlamentarne preiskovalne komisije, ki jo vodim, saj je že to dejstvo med gradbena podjetja vneslo določen nemir. Po mojem mnenju, prizadevanje vlade po strožji protikartelni zakonodaji ne bo imelo pravega učinka, ker v Sloveniji je problematična predvsem monopolizacija in zaprtost trga na področju surovin oziroma asfaltnih baz in peskokopov, zaradi česar tuja podjetja v preteklosti na primer niso mogla z nižjimi cenami konkurenčno nastopati na našem tržišču, saj so jih domača podjetja blokirala pri ceni surovin. Nastop tujih podjetij bi zagotovo omogočal konkurenco, zaradi česar bi se zmanjšali tudi stroški za avtocestni program. Vladi Republike Slovenije predlagam, da pregleda zakonodajo in stanje na področju monopolizacije surovin in v gradbenih poslih, saj naj bi po prepričanju nekaterih strokovnjakov prav tu izvor nastanka dogovorov med izvajalci.